Natalija Resnik je slovenska avtorica, kaligrafinja in mentorica, ki živi in ustvarja na Griču nad Ptujem. V svojem ateljeju, obdanem z naravnim okoljem, poučuje kaligrafijo in vodi različne delavnice ter tečaje lepopisja. V ponedeljek 24. marca je v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici predstavila svojo knjigo Preplet usod. Nisem želela opisovati težkih situacij, ker te imamo vsi, ne, svoje lastne. Jaz sem raje opisovala tisto, na kak način sem se izvlekla iz tega in kako je fajn, ko si odgovoriš na vprašanje, kako je fajn, ko nimaš več notranjih nekih tistih nemirov in absolutno, tako kot si prej rekla, trpljenja, to je bila enega hipa odločitev, trpljenje več ni del mojega življenja, problemi niso del mojega življenja, na nek taki način sem jaz to peljala in jutranje strani so bila ena stalnica, katera so mi vedno pomagala, zdaj pa sem si jih pri knjigi pomagala, da so bila en okvir, zgodbe, sem kar vključevala, tako da so avtentične zgodbe, da se lahko vidi, kak je bilo na začetku, kakšna je bila zgodba in kak se je potem tudi sam miselni tok, samo zavedanje razvijalo. Knjiga, izdana leta 2024, je priročnik, ki bralca vodi po poti zavesti in samospoznavanja. Obravnava teme, kot so samorealizacija, samospoštovanje ter podzavestni in medgeneracijski vzorci. Glavna rdeča nit te zgodbe je, se pravi, da je vredno se posvetiti sebi, vredno delati na sebi, vredno raziskovati ljubezen do samega sebe, ker to je res edini način, da lahko potem tudi ljubimo druge, da lahko teče skozi nas energija, ker energija ljubezni je res kreativna energija, ki je potrebna danes našemu svetu. Ena izmed točk je tudi, kako se zavestno odločiti in opustiti trpljenje. Jaz sem to naredila skozi predniško raziskovanje, da sem ugotovila, katere predniške lastnosti me podpirajo, katere me pa ovirajo in sem tiste nadgrajevala, ki so dobre, tiste, ki pa so slabe, pa sem jih opustila in prešla zato z namero, da ne bi prenašala na otroke, zato da se čistijo stvari, da mi skupaj soustvarjamo lepše pogoje za naše življenje, da se zavestno odločimo, da je naše življenje sladko mesto za bivanje in da ga sokreiramo kot takšnega.